Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zdravem preoblikovanju telesa. Za vse tiste, ki mogoče se sprašujete, pa kaj delam narobe, pa zakaj nikakor ne gre dol, oziroma ko se kilogrami enostavno kopičijo. No, pa bom v glavnem začela na drugi strani, začela bom na kroničnem stresu. Veste, kaj se mi je danes zgodilo? Ne vem, če sem v življenju že doživela tak šok. Mislim, da ne. V glavnem, poštar je prišel, enostavno odprem vrata, mimo se mi zmuzneta, mi imamo zdaj 2 kužka, zmuzneta oba 2 kuža in pač lajata na tega poštarja, in ko poštar odpelje, psička, ki jo imamo zdaj kakšen mesec, 2 meseca, v glavnem začne teči po cesti za poštarjem. Pač pes, tega, ki ga imamo že dalj časa, Tobi, on se je obrnil, medtem ko psička, razbojniška hči, Ronja, Roni, ona pa po cesti. In dejansko jaz sem prišla na prag bosa v eni srajčki in sem dejansko bosa tekla za psom. Pa čistko za vse tiste, ki boste kasneje gledali tale video, danes je padel sneg, tako da nisem še tekla bosa po snegu niti enkrat v življenju. V glavnem, dejstvo je, da sem doživela ta grozen strah, da bo nam psa povozil avto, da sem rabila kar nekaj časa, da sem k sebi prišla. No, v glavnem, temu se reče odziv boj ali beg. Se pravi, pri meni je bil boj in vsa energija gre trenutno v mišice in enostavno jo porabiš tisti trenutek, ko jo rabiš. No, to je zdaj ena stvar, to je trenutni stres, telo se potem regenerira, jaz sem se spočila, dejansko sem se šla uležt, ker mi je srce nabijalo, ker sem se tresla, ker mi je na jok šlo, v glavnem šok sem doživela. In zdaj sem čisto v redu. Kaj se pa dogaja v človeku, ki je pa v konstantnem stresu? Se pravi, ni da je naenkrat tak odziv boj ali beg, ampak je konstantno v nekem čustvenem stresu, v nekem odnosu, mogoče ujet, v neki službi, kjer se ves čas nekaj dogaja. Zdaj, če pogledamo moje celice. Adrenalin, ki se je sprožil tisti trenutek, ko sem pač potrebovala energijo, vsa energija je šla v mišice in potem se je pač ta adrenalin uravnal. Ljudje, ki so pa na konstantnem stresu, se pravi, ljudje, ki so obtičali v nekih odnosih, pa ni, da njihov adrenalin naredi takole in potem pade in potem se spet telo lahko obnavlja, se tvori hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu, ampak njihovo življenje je ves čas takole. Predvsem pa ne pade nikdar v te sproščene linije, Pa čeprav mogoče rečejo, ja, saj jaz sem čisto sproščena, ampak nekje zadaj laufa nek program, ki telo govori, ni v redu. Se pravi, stresni hormon je ves čas povišan. In ko je stresni hormon povišan, je izklopljen, dejansko ga ni, hormon DHEA, in ta DHEA in tale hormon je pa tisti, ki stopi maščobo na trebuhu, ki vpliva na to, da se pomlajujemo, da se obnavljamo, da se bolj počasi staramo. In zdaj, če jaz zase govorim, jaz načeloma nimam stresa v svojem življenju, ampak tole danes je bila pa izkušnja zanimiva. No, in v glavnem, se pravi, pri meni ta stresni hormon se toliko dvigne, kolikor ga potrebujem za normalno življenje, drugače pa nekako eno takem umirjenem procesu. No, zdaj pa, kaj je treba narediti? To je zdaj prva točka pri tem zdravem hujšanju. Morate se vprašati, kaj je tisto, kar meni povzroča, da je moj stresni hormon ves čas povišan. In to, kar vam povzroča kronični stres, boste pač mogli zmanjšati. Ni druge, zato ker s tem škodujete sebi. Izklopi se tudi imunski sistem, izklopi se rastni hormon. Rastni hormon je tisti, ki nas pomlajuje med spanjem in tako naprej. V glavnem, naše telo je ves čas napeto kot puščica. Čeprav mogoče rečete, ja, saj jaz sem v redu, ja, bla bla. To povejte svojim celicam, da ste v redu, Vaše celice vam sporočajo.
Se pravi, zmanjšati stres. Druga stvar je pa potem pomembna, da moramo razumeti, da seveda, ko smo ves čas v stresu, telo zahteva takojšnjo zalogo energije. Se pravi, se nam tudi sproža želja po sladkorju in potem posegamo po hrani, za katero dobro vemo, da ni zdrava, ampak telo hoče. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se stresni hormon sprošča, prednostno porablja ves C-vitamin, porablja aminokisline, se pravi, aminokisline so beljakovine, ki jih telo potrebuje za izgradnjo novih celic, ampak tudi za izgradnjo hormonov, tudi stresnega. Potem potrebuje, se pravi, ker rabi takojšnjo energijo, se nam pa sprošča neprestana želja po sladkem. No, zdaj pa kaj naprej? Če želimo, da nas sladkor ostane v ravnovesju in da se v bistvu odprejo celice, maščobne celice, da lahko shujšamo, ker stresna maščoba je dejansko na trebuhu, je potrebno, da jemo na 2,5 uri. No, zdaj sem pa pripravila nekaj, kar imam jaz, to je toliko dobro za jesti in sem rekla, moram vam pokazati, kaj je tale moja mešanica. Vam približam in boste takoj videli, to so čija semena noter. Ampak kaj je še noter? Veste, kaj je noter? 2-3 žlice skute dam noter, potem pa dam majčken jogurta in 1 žlico marmelade. Lahko date marelično marmelado, jaz imam tukaj še z lastovega, letos, ko smo bili na Lastovem, sem dobila v dar domačo limonino marmelado. Tako da v glavnem date noter 1 do 2 žlici marmelade, po možnosti pač ne dodatno sladkano, in to je lahko odličen vmesni obrok in vam povem, da je božanskega okusa, ampak je res, res dobro. To imate lahko kot dopoldanski mini obrok, lahko imate kot popoldanski mini obrok, recimo okrog 5. ure, ni pa to primerna večerja, zaradi tega, ker marmelada ima pa vseeno preveč v sebi sladkorja, ne. Zdaj, če je marmelada iz domačih sadežev, pomeni, da tudi vsebuje nekaj C-vitamina, skuta vsebuje B-vitamin, beljakovine, čija semena vemo, da imajo dobre maščobe, tako da to je v bistvu en tak popoln obrok. No, potem se pa pripravlja tukaj še eno stvar, ki vam jo imam za pokazati, to je pa lahko kot večerja. Zdaj pa kaj je pa tale napitek? To je pa tako božansko dobro. Ampak je res dober. V glavnem, tale napitek, noter so zmiksane borovnice, dala sem noter jogurt in pol vrečke šejka. Zdaj pa kaj je ta kombinacija? Zakaj je ta kombinacija dobra? Vemo, da borovnice vsebujejo flavonoide. Flavonoidi, to je frakcija C-vitamina, ki deluje proti vnetjem na celični bazi, hkrati deluje na obnovo tkiv. Sploh pri hujšanju je ključnega pomena, da imamo C-vitamin, zaradi tega, ker C-vitamin je vžigalca za maščobo. Tako da to si lahko naredite kot zajtrk, lahko kot večerja in zdaj, da vam pokažem. Se pravi, noter sem dala pol vrečke šejka. Zdaj pa zakaj je šejk dober? Na koncu koncev jaz ga uporabljam in vam povem iz svojih izkušenj, zaradi tega, ker šejk ima, poleg tega, da ima 22 aminokislin noter, ima noter vse B-vitamine, ima noter kalij. Kalij je pa proti zatekanju telesa, potem ima noter vse ostale minerale, kot je selen za razstrupljanje, kot je recimo bakar za dobro kri, tudi za razstrupljanje, cink za imunski sistem, za hormonsko ravnovesje, dejansko vsi vitamini, vsi minerali, predvsem pa krom, ki preprečuje željo po sladkem. In to je najbolj pomemben mineral pri zdravem hujšanju. Tako da v glavnem to dobite v takeli škatli, glejte, noter je 15 vrečk, pol vrečke zmešate, tako kot sem vam pokazala in naredite pač takle napitek, lahko je samo jogurt, lahko sicer mleko, če ga lahko uporabljate, lahko date tudi čija semena noter, lahko zmiksate kislo sadje noter, v glavnem nastane odlična zadeva in si res sit. Zdaj pa pojdimo naprej. Kdor želi aktivirati zdravo hujšanje, pa potrebuje 2 ključni zadevi, ki jih pač s hrano dobimo premalo. In to je, ki imam tukajle, C-vitamin in omega-3. To sta 2 stvari, ki enostavno naše telo potrebuje. Zakaj omega-3? Omega-3 deluje, to so tvori superhormone. Superhormoni so pa potrebni za to, da pospešijo topljenje maščob.
Poleg tega omega 3, vemo, da deluje proti vnetjem, deluje na zmehčanje celične membrane, deluje na hormone nasploh, deluje proti vnetjem, deluje na možgane, na obnovo možganskih celic, deluje praktično na čisto vse, se pravi za srce, ožilje, holesterol, pritisk, pač omega 3 je res alfa in omega za čisto vse težave z zdravjem. In sploh pri hujšanju je to kar ključna zadeva. V čem je razlika tale omega 3, ki jo dobite pri meni na spletni strani, se pravi od podjetja Neolife, z nečim, kar kupite pač v drogeriji, recimo. Razlika je v tem, da ta ima 8 različnih frakcij omega 3 in te različne frakcije delujejo ne samo na srce in ožilje, ampak tudi proti vnetjem in delujejo predvsem na hormonsko stanje. Poleg tega imamo pa tukaj še C-vitamin. C-vitamin telih vzamete 3 na dan, v vsakem primeru 1000 mg potrebujete C-vitamina, da deluje kot ožigalca, in 1000 mg omega 3. To je to. V glavnem, to je zdaj ena taka zadeva, ki tehnično podpre naše telo. Zdaj pa naslednja stvar, kar sem rekla, vam moram povedati. Sploh ne vem, kje sem to prebrala ali pobrala, ampak v glavnem. Recimo, jaz uživam v tem, da če se kategoriziram, kam spadam, bom rekla, da sem vegetarijanka z občasnimi mesnimi izleti, oziroma še vedno imam potrebo po mesu. Zdaj pa vemo, da nekdo reče, ja, veš, jaz sem pa bolj duhoven, veš, jaz tem samo vegetarijansko hrano in tako, a ne ta duhovni ego. No in v glavnem, zdaj sem nekje prebrala, da dejansko, ne preko videa sem zvedla, mislim, da, ne vem, v glavnem, da moramo razumeti, da smo energijsko lahko vezani na določeno deželo in ta dežela nas dejansko tudi podpira energetsko s tako hrano, kot jo jejo tam. Recimo, če jaz gledam mojo ta drugo hčerko Pijo, mi ko smo prišli na Tajsko, ta vzhoden del, ona je bila doma, špageti, rezanci, reži in tako naprej, in ta začinjena hrana, to je zanjo. In predvsem brezmesno. Ona enostavno vse, kar je mesno, jo kar zmrazi. In jaz to spoštujem, dejansko ona se s tem dobro počuti. Ravno tako recimo ta mala hčerka, Anja, ona ima tudi po večini brezmesno hrano, ampak vsake toliko časa pa recimo pri meni poje kakšne rakce, recimo če naredim pražene rakce ali pa kakšno ribo. Ta starejša hčerka, ona pa v bistvu ni nič na to stran, ampak očitno je njena energija bolj vezana. Tukaj razlaga je bila, da smo vezani po akaških zapisih na določen del, kjer nas bolj podpira. Recimo, ta starejša hčerka, ona pa rabi mesno hrano. Dejansko je to nekaj, kar je zanjo in se tudi zelo dobro ob tem počuti. In zdaj poglejmo. Mi pa mislimo, a ne spet glava, sem bolj duhoven in zaradi tega ne jem mesa. A ti še kar ješ meso? Pa si toliko duhoven. To je brez veze, to je človeško. Zdaj pa, če pa sebe mi poslušamo, in jaz vem, če sebe poslušam, moje telo dobro deluje na fermentirane mlečne izdelke, se pravi jogurt, skuta, sploh albuminska skuta, zelo dobro, v bistvu to je nekaj, kar mene podpira. Rada imam sire, ampak če so polnomastni, me že redijo. Se pravi, to ni nekaj, kar bi bilo prav za mene, ampak je pa toliko dober. Recimo mozzarela, vse te zadeve imam rada. Ribe, obožujem ribe. In to je mediteranska prehrana. Ne nekdo drug, pa če pomisli samo na ribe, pa reče, to ni zame. In je prav. In zdaj, če gledamo z tega stališča, da nas določen del sveta bolj energijsko podpira, se pravi, ješ to, kar v bistvu te paše, hranilno, da se podpreš. Zdaj, tukaj ne govorimo o slaščicah, zato ker verjamemo to, da slaščice ne podpirajo nikogar, ampak če jih pa jemo v okviru obroka, pa jih lahko brez problema jemo.
Veste, kaj sem zadnjič sprobala? To božansko dober je, ampak res božansko dober. A ste že naredili iz knjige, to, kar vam govorim, je v knjigi, ko imajo hormoni žur, in tukaj le noter je recept čokoladna pena z malinami. To je tako božansko dober, tale recept. Probajte. Toliko je dober in jaz sem še tako naredila, da sem dala brez sladke smetane. Vam povem, da to je sladica, ki nahrani vse brbončice, ki sprošča dobre občutke v možganih in dobri občutki v možganih, seveda vplivajo na zadovoljstvo vseh celic in ko vplivamo na zadovoljstvo vseh celic, kaj se zgodi? Hujšamo, a ne? Zadovoljstvo je protivtež za stres. Tako da za vse tiste, ki iščete mogoče kakšno idejo, kako kuhati, kaj jesti, ko imajo hormoni žur, tukaj boste največ našli takih uporabnih nasvetov, predvsem pa začnite se prehranjevati po načelu srednjega glikemičnega indeksa in če veste, da pojeste nekaj, kar ima ogromno sladkorja, se vprašajte, kaj moram poleg, da moj sladkor ostane v ravnovesju, in če ne veste, poleg popijte en kozarec jogurta. To je to. No, tako da, pojmo še na eno sporočilo, kar prehodu na vodobo, za vse tiste, ki se učite tudi ljubezni do sebe preko svojega telesa. Da vidimo, kaj je ta trenutek za vas najbolj pomembno. Resnica je vam prišla, pa je prišla vztrajnost in angelski glas. Resnica, glejte, jaz sem popolna. Dovoljujem si videti jasno in dovoljujem si videti resnico. In kaj to pomeni? Resnica je, da moje celice slišijo, če se obsojam. Resnica je, da moje celice, ko jaz rečem, spet imaš novo gubo, moje celice to slišijo. Ko jaz rečem, koliko imaš peha, moje celice to slišijo. In druga stvar pa je, da jaz sem popolna. Moje telo je popolno. Moje telo je mogoče samo zemljevid, kjer imam še kakšno stvar za predelati. Ampak ko bom spustila, se bo tudi ta del uravnal. Vam povem zdaj iz svojih izkušenj. Dejstvo je, da v zadnjem letu sem imela kar precejšnje težave prav z zatekanjem telesa. In vam povem, da zdaj, ko sem spustila te moje prednike, dejstvo je, da se je kar tako uredil. Tako enostavno deluje. Nam rekla, da je enostavno takrat, ko se ukvarja s tem, da imaš zatečena kolena, ampak dejstvo pa je, da ko spustimo te zadeve, se telo ravna na normalo. Potem naslednja je prišla vztrajnost, moram vztrajati na začrtani poti, angeli mi stojijo ob strani in angelski glas, dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, slišim vodstvo. In dovolite si slišati vodstvo, dovolite, da vas vodi tisti vaš notranji glas in če se ne znate pravilno odločiti, lahko kadarkoli z mišičnim testom preverite in vprašate, določena stvar je dobra za mene. Tudi recimo skuta je, živilo, ki me podpira in dobite točen odgovor, tisto, kar je za vas dobro. Ali pa je za mene dobra omega 3, jaz če se to vprašam, seveda dobim pritrdilen odgovor, ampak vi za sebe preverite. Vaše telo, vaša duša nosi popoln odgovor za vas. Tako da uživajte in dovolite, da se v vašem življenju zgodi ljubezen. In začne se vedno pri vas in pri vašem odnosu do vašega telesa. Uživajte.